V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, jutri bo eno leto, torej pred enim letom minus en dan se je začela zame neka nova in drugačna pot, povezano tudi s tem, kar evangelij govori o drevesu in sadovih. Torej, drevo rednega cerkvenega ustroja, kot vidimo, je drevo rojeno iz tudi drugega Vatikanskega koncila, ne samo, ampak tudi, pa ne nudi in je vprašanje, ali kdaj je sploh nudilo te sadove. Pred nekaj dnevi je sicer se oglasil en brat Kapucin, je odzval se na enega od teh člankov deljenih naše bratovščine, kar se objavlja. Navadno jaz to objavljam, ampak dobro, lahko tudi še kdo drugi se javi, pomaga. Ne bomo imeli nič proti temu. In je govoril ta Kapucin o pokorščini in zvestobi tem zdajšnjim cerkvenim strukturam, češ da to prinaša rodnost. Seveda govori o rodnosti oziroma rodovitnosti, ampak v praksi tega ne morejo dokazati. In ravno to je eden od razlogov, zakaj tudi kateri od duhovnikov, recimo jaz, smo se odločili, da uberemo drugačno pot, ki sicer nobena od takih poti ni z rožcami poslana, ampak vendarle nekako se vidi drugod večja rodovitnost. In to seveda ni tista lažna pokorščina, ampak je prava pokorščina, pokorščina Bogu, stalnemu nauku cerkve in seveda neki tradicionalni veri, pobožnosti in tako naprej, vsemu temu. Torej to, kar bi rekel, še enkrat ponovimo, sveti Vincenci Lirinski, kar so vedno povsod in vsi verovali, ne? Ali pa kar je vedno povsod in vse cerkev učila, tako da te stvari. Ena gospa se je pred časom tudi nekaj obregalna, ne? Pa je rekla, da češ da bratovščina nima in ne more imeti sadov, da naj torej ne bi bila rodovitna. Zdaj nekateri ste že spoznali sestro Regino, ne, se pravi, to je ta Argentinka nemškega rodu, argentinska Nemka, ki dostikrat, ko se kakšne take stvari malo pogovarjava, seveda tudi je dobro zame, da malo prakticiram španski jezik. To je zmeraj fajn, da človek malo raste v nekem jeziku, ker če ne, se vse pozabi. Torej sva se pogovarjala, sem rekel, ja, veste, da ena v Sloveniji je tako komentirala, pol mi je pokazala tisti naslovnik, je rekla, padre, ne, tle piše drugače, ne. Sva pogledala malo te številke in seveda lansko leto, ker je bilo še od 2023 in tako, je bilo nekaj več kot 700 duhovnikov, članov bratovščine, ne, članov, ne štejemo zraven še asociiranih, se pravi pridruženih duhovnikov, kot je recimo eden od slovaških duhovnikov, pater Huta, pa še kateri drugi duhovniki se najdejo po svetu, ne, ali pa po Evropi in tako. Ali pa duhovniki prijatelji tudi niso tle šteti zraven, kot je gospod Vitko, pa še drugi, recimo ti madžarski naši duhovniki, pa še kateri drugi. Torej še veliko več tudi teh duhovnikov, tako da ne moramo reči, da če je bila ena peščica, ena skupinica bogoslovcev, ki so nad škofa Lefevra prosili, da bi jih vzgojil v tradicionalni veri, v tradicionalne duhovnike, da ta zadeva zdaj s takimi številkami nima sadov, ne. Sadovi so, tako da to je neka zaslepljena ideološkost, ne more se reči torej, da ni sadov, ne. Nekaj duhovnikov plusa je tudi letos, seveda zmeraj tudi kak umrje. Eden od teh prvih duhovnikov je tudi letos umrl, en Francoz. Si lahko pogledate malo na teh straneh. Recimo, zdaj, če je Francoz, najboljše iti na La Porte Latin, to je stran uradna francoskega okrožja bratovščine.
Tako da te zadeve, to je bil ta duhovnik, zdaj se ne bom spomnil imena, seveda, ki je tudi podelil poslednje zakramente nadškofu Lefevru, ne, tako da to je obiskal ga tam v bolnici in lahko rečemo, da vseeno imamo nek majhen, ampak vendarle nek prirastek, nekaj duhovnikov plusa. Zdaj, če gledamo naše škofije, Slovenija, 2 novomašnika. Eden za ljubljansko nadškofijo, eden za kapucine. To je vse, kar je bilo, ne. Zdaj so rekli, ja, da na Hrvaškem, zlasti v zagrebški nadškofiji, da je bilo to ogromno, ker je nadškof Kutleša je posvetil 24 novomašnikov, ampak od tega samo 10 je bilo škofijskih duhovnikov, ne, moramo vedeti, zagrebška nadškofija ima 1,5 milijona ljudi, ne, se pravi prebivalcev. Tako da tudi za naše razmere, ki imamo tako katastrofo, seveda so boljše številke, ampak še zmeraj je to bistveno premalo, ne, tako da to. Pol recimo varaždinski škofiji je bil en novomašnik, pa še v kateri drugi, tako po en novomašnik, po 2 novomašnika. Se pravi, zelo malo, ne. Tudi velike škofije, nadškofije in tako v Sloveniji, na Hrvaškem in to so kar imele probleme, nekatere sploh niso imele novomašnika, mariborska nadškofija, reška nadškofija, zadarska nadškofija in tako bi lahko še naštevali. Lahko si pa preberete seveda članek, kjer smo to povzeli, tako da malo vidimo to stanje v Evropi. Tako da samo v enem tednu, ko sta bila 2 posvečena, je umrlo več duhovnikov, kakor je bilo posvečenih, ne, še pred par dnevi. Tako da te zadeve zmeri prije nek minus, ni nekega pozitivnega prirastka. Torej v 55 letih bratovščina je prišla do nekje 720 recimo duhovnikov članov in še se bo kaj pridružilo. Kot veste, v Zagrebu se odpira novi priorat, se tudi zahvaljujemo za vse vaše darove, spodbujamo še naprej, da tudi kaj darujemo v te namene in v druge namene, kar smo napravili, ne, se pravi to, čisto prostovoljno, bojo rekli, tako kot rečejo ljudje, ja, Matej, prosijo samo denar, ne. Ja, slušaj, z nečem je treba, ne, tudi to, pač nimamo ga in od nekje mora priti, ne. Če hočemo, da se stvar razvija, da je apostolat, da so te stvari, potem pač moramo nekako zbirati sredstva. In kadar jih zbiramo, potem se tudi kaj napravi, pa tudi drugače, pa vračamo sredstva, pa tako naprej. Skratka to, vemo tudi in se veselimo, da imamo iz naše kapele tukaj eno redovniško kandidatinjo in priporočam posebej vašim molitvam, moramo lepo moliti, podpirati z molitvijo tudi to redovniško kandidatinjo, pa seveda naša 2 bogoslovca in bi rekel tudi te, ki so z Hrvaške oziroma povezani s Hrvaško, kot je tudi diakon Nikolas Masi, ki je sicer Avstralec, ampak imamo Hrvatico, tako da bo, kot vse kaže, na začetku nekaj let deloval in živel z nami, tako da tudi te stvari. Bogu hvala in zahvala torej, ampak še nič nismo dosegli, moramo še delati na tem pri sebi, pa tudi na teh zadevah delati. Neka rast je, stalna, gotova, nas to razveseljuje, ampak če hočemo svetlo prihodnost, se moramo pošteno truditi, pošteno delati, ne vemo, kaka bo ta prihodnost. Smo seveda polni vere in upanja in v ljubezni delamo, ampak ne vemo točno, kaj nas čaka, ne, tako da te stvari. Torej, veliko moliti, pa ne samo zato, da bi ti poklici bili, ampak tudi za svetost in zlasti še ta stvar, na katero je tudi sestra Regina opozorila, za stanovitnost poklicanih, stanovitnost. Namreč zlasti pri teh bogoslovcih, teh, ki so pripravljali na duhovništvo, včasih je bil nekako polovični osip, polovična uspešnost,
Zdaj dandanes je nekako tretjina, ki jih pride do konca, ne, vidimo, kakšne so razmere tudi dandanes in kako težko je mladini in tudi kakšna je mladina, ne, zdaj bomo malo pohvalili, kar se da pohvaliti, bomo tudi igrali, kar je treba grajati, ampak vidimo, ne, vemo, kako so vse te stvari, ki prežijo na to mladino in tako. Torej, recimo ta pater Klaus Rumpel, ki je zdaj bil v Splitu in Zagrebu tudi, danes pomaga Celovcu in še nekje z mašami in tako, ker se pripravlja, bo imel potem na Marijo Snežno v Minoritenkirche, se pravi naši Dunajski cerkvi, še eno ponovitev nove maše, potem pa od Marije Velike, od Marijinega vnebovzetja naprej bo pa eno leto približno, lahko tudi malo več, ampak recimo eno leto bo v Stuttgartu, da se malo izuči in izoblikuje in potem se vrne v naše avstrijsko okrožje in bo tukaj pomagal, ker pač potrebe so vendarle velike tukaj, ne, tako da Nemci se bojo že znajdli, imajo še kar pokrito, bomo rekli, ne, vedno premalo duhovnikov in tako, ampak vendarle nekako imajo pokrite te stvari. Tako da to, se pravi, pater Klaus Rumpel je izšel iz tega mladinskega katoliškega združenja KJB in tudi ta druga redovniška kandidatinja izhaja iz tega združenja, oba torej iz tega avstrijskega združenja. Tisti, ki so pa iz nemškega, pa te dni oziroma te tedne hodijo, potujejo, si ogledujejo po Sloveniji, po poteh Blaženega Lojzeta Grozdeta, pa še katerega drugega od teh mučencev, pričevalcev, karkoli že, pač nekaterih cerkev uradno še ni priznala, ampak se dela na tem, pa upamo, da bo še kateri zraven in smo tudi jih povabili, da enega takega podobnega, kot je bil Blaženi Lojze Grozde, da gredo na kraj, kjer je bil zagreben, zakopan, bomo rekli, ker je bil zelo plitvo zakopan, so ga potem pokopali v Braniku, Richenbergu. In to je bil bogoslovec Emil Kete, ki so ga imeli že dalj časa na muhi in ko se je prvo se odpravil domov, Dolenje pri Ajdovščini, da bi bolehnega očeta oziroma očeta na smrtni postelji obiskal. To je bilo okrog Božiča, 44, ne, novembra, mislim, ja, novembra je bilo, okrog nekje v novembru je bilo, ja, tako. Ne vem, zakaj ima, zaradi Grozdeta, seveda imam ta Božič potem v glavi. No, v novembru mesecu, zdaj ne vemo točno, kdaj so ga potem umorili, vemo, da je bil mučen, naj bi bil 2 tedna zaprt in mučen in take stvari. Tudi z podobnih razlogov kot Grozde in še kateri taki, ker je bil zaveden Slovenec, veren in vse te stvari. Seveda družina partizane je podpirala in vse te zadeve, ampak to seveda ni bilo dostikrat dovolj. Ideološko je bilo problematično, tako da ni bilo naključno, so ga počakali in so ga potem odpeljali, mučili, umorili, tako da je ena taka zadeva malo, da poznamo tudi te zadeve. Pavel nam govori, smo poslušali v Berilu, da gre za naše krščansko življenje, za življenje po veri, po milosti. Mi bi lahko dosti slikc pokazali, ne, poglej me, kako sem lep na tej slike, kako imam lepe čipke in tako naprej, ne. Marsikaj takega bi lahko pokazali. Poglej me, kako sem lep v naši kapeli, poglej me, kako sem bil tle in tam, ne. Nekateri so to tudi delali, ne, so se neki slikarili in tako dalje, ampak to ni pomembno. Te razne slikce in to, ki se jih potem kaže širnemu svetu, to nič ne pomeni. To ne pomeni, da ti krščansko živiš in da se krščansko obnašaš do bližnjega. Dostikrat celo obratno vse te zadeve, ampak dobro, pustimo. Se pravi, moramo živeti
po krščanski veri, po milosti moramo živeti. Smo videli prej, smo govorili o porcionkovskem odpustku, da se pričakuje biti v tem stanju milosti. Tukaj je ta razlika med oznanilom enih, oznanilom drugih. Kaj oznanja ena struktura, kaj oznanja druga struktura, to treba malo pogledati, malo se vprašati. Ne? En vernik je lepo pred nekaj dnevi še enkrat več dejal, da v teh rednih ustrojih cerkve, torej po naših škofijah, pa tudi po redovih in tako, da se oznanja tako vero, ki je ni vredno živeti. Ne? Vidimo tudi te malo sodobnejši mučenci, ki so dali življenje za vero, da so menili, da je vredno dati življenje za to vero. Ne? Zdaj bomo omenili še enega. En duhovnik, zdaj spet se ne bom spomnil, je mučenec z Nizozemske. Pred nekaj tedni je godoval. Glavno je živel tako precej razuzdano moralno življenje, ne? Se pravi, bil tak ženskar in vse te zadeve. Pa takrat, vemo, so nastopili protestanti in tam po Nizozemskem so preganjali ti kalvinisti in tako so skušali tudi duhovščino prepričati, naj prevzamejo to krivo vero. Zdaj ta duhovnik je bil tudi suspendiran in tako, zdaj se ne bom spomnil njegovega imena, lahko greste malo preverjati. Mislim, da celo se je imenoval kakor jaz, ampak dobro, pustimo. Zaradi svojega razuzdanega življenja z ženskami in tako, ne. In zdaj, ko so prišli iskat, da bi ga prepričali, je rekel, ja, se pravi prešuštnik in tako, če se temu tako reče, to sem bil, to priznam. Je rekel, ampak da bom krivoverc, da bom heretik, to pa ne bom nikoli, ne. In je dal svoje življenje za pravo vero, ne. Prav bi bilo seveda, da se tudi življenje sklada, ne, da pričujemo tudi s svojim življenjem, ampak vendarle vidimo, zelo pomembno je tudi že to, da mentalno s srcem in tako, da si zadamo, ne, to hočemo verovati, to hočemo nekako imeti za svoje, zdaj potem ali nam zaradi naše grešnosti uspe ali ne, to je potem drugo vprašanje, ampak načeloma moramo imeti to, ne, pravo vero pred sabo. Pred leti, torej sredi epidemije, se je lepo oglasil en župnik iz Bergama, dolga leta je bil vzgojitelj v semenišču tamkajšnjem in je rekel, da v sedanjih cerkvenih strukturah, zakaj ni več duhovnih redovnih poklicev in tako. Ker se ponuja samo tisto, kar že svet ponuja. Samo da v cerkvi se zastonjsko to ponuja, ti naj bi si lomil hrbet zastonj za te stvari, ne? Torej Karitas in take zadeve, kar so te razne nevladne organizacije, s tem, da svet seveda te stvari tudi kaj plačuje. V cerkvi pa seveda je, kot je. Kakšno korist ima od tega cerkev? Cerkev dobiva od družbe, od države drobtinice ali pa še tisto ne, dostikrat dobiva po glavi in torej mazohistično še naprej to deluje in dela, ne. Dobro, tudi v neki krščanski ljubezni je tudi prav nekaj od tega delati, ne, ampak spet ni treba toliko, ne, se matrati za neke brezvezne zadeve, ker to za zemeljsko kraljestvo delati ni tako važno, kot delati za nebeško kraljestvo. Zmeraj se je delalo tako. Recimo, sveti Jožef Kotolengo je zmeraj zahteval, da se pacientom oznani katoliška vera, da se jim podeli zakramente, da preden grejo k neki operacijah, nekemu posegu in tako, da jih obišče duhovnik, po možnosti, da se spovejo svojih grehov in tako. Kirurgi, če niso šli zjutraj k maši, niso smeli operirati pri Kotolengu, ne? Tako da to. Vsi pravijo, ja, kako je bil dober. Ja, je bil, ampak tudi zelo trd, kadar je bilo za biti načelen, ne? Torej, te stvari, to je vse veljalo. Ali pa, kot sem že večkrat tudi omenil, sveti Jožef, se pravi
Moscati, ne, ki je bil v Neaplju velik zdravnik, primarij, raziskovalec tudi, ki je videl, ne, nekdo je imel neki z jetri, je rekel, koliko desetletij se niste spovedal, ne. Pol ga je pa poslal in dokler ni to rešil, pri enem od njegovih duhovnikov, s katerim je bil v dogovoru, sveti Jožef Moscati, tudi niso poskrbeli za tistega človeka, ne. Je moral tudi najprej duhovno poskrbeti. Danes ne bi to, ne. Torej te strukture. Dajmo poskrbeti, ja, da je kaj za jesti, da je kaj za piti in te stvari, ne. Kot je bilo tisto rečeno pri Don Camilu, ja, je treba vendarle živeti, ne, ke je prišel oni. Je rekel Don Camilo, ja, moraš vedeti, da je treba tudi umreti in tam gor Pepone nima nobene besede, ne. Tako da te zadeve moramo imeti pred sabo. Torej, neko družbeno koristno delo, ki ne prinaša neke bistvene koristi in tako, ne. Se pravi, mnogi, tudi kristjani, ki se kakor Ezau odločijo za neki krožnik juhe ali enolončnice ali karkoli je že bilo. Hrvati pravijo, da je bila leča, zdaj ne vem. Recimo, da je bila. Tudi leča je dobra, ne, če se naredi neko tako zadevo. To. Torej se odločijo za res neke take nizke ali nizkotno nič vredne zadeve, namesto da bi neke vzvišene stvari sprejeli in delali za to. Ko govori o lažnih prerokih naš Gospod, se ne ozira samo na farizeje pismouke, seveda se nanje ozira, ampak ne samo na njih. Označuje kot lažne preroke vse tiste, ki hočejo z lažnimi nauki, prevarami, goljufijami še druge voditi v zmoto. To beremo recimo v 20. poglavju apostolskih del. Tam sveti Pavel te stvari malo govori. 29. 30. vrstica. Torej, jaz sebe predstavljam kot, da sem v Kristusovi staji, se pretvarjam, da sem svet, da sem dober kristjan, uporabljam lepe, sladke, prepričljive besede, neke načine, raznorazne, iznajdljive in prijazne in ne vem kakšne še, ampak to zna biti fasada. Leta nazaj eden tudi tam je razlagal, jaz sem v tem svetu, v onem svetu, ne, na Hrvaškem, jaz sem v, se pravi, občinskem vijeću, v župnom vijeću, ne, in tako naprej, ne, te stvari je malo razlagal, sem rekel, ja, ma to ti nič ne pomaga, če nisi ta pravi katoličan, kot je treba, ne, spravi te stvari. Zdaj, kadar rečemo fasada, v Versaju, ne, kot je pokojni prijatelj, duhovnik znal lepo povedati, so imeli zajet, niso lih kake juhe in tako prevroče in to uporabljali, da jim ne bi fasada padla noter v juho, ne, ker so imeli ves namalen fris, ne, tako da, če je bilo kaj takega vročega, bi jim padlo dol, ne. Takrat se je tako to uporabljalo, ne, tako da te stvari malo. Ta fasada pač nič ne pove. To je ta ovčja koža, pod katero se volk skriva. Zelo enostavno je tukaj videti neplodnost teh zadnjih 60 let, pak dobro, to vidimo, to ni treba posebej poudarjati. Ni za nas, mi govorimo za nas zdaj tukaj, ni dovolj, da gremo lepo k tradicionalni maši, zakramentom, vse te stvari. Je seveda dobro, da hodimo, ampak v sebi moramo imeti tudi odločitev, kakor molimo k svetemu Jožefu, moramo sveto živeti, srečno umreti in doseči zveličanje v nebesih, ne. Tako da tisto k tebi, o sveti Jožef, ne. Torej, gre za vprašanje življenja, ki ga živimo, ne, stalno opozorilo. Najhujše je zmeraj, ne, kot smo rekli, lažni nauki in imajo strašne posledice, ne. Tako da dajmo se držati pravih naukov, potem pa tudi se truditi sveto živeti, da bi srečno umrli in dosegli zveličanje v nebesih. Pomembnost pravovernosti je sveta Terezija Avilska strnila, je govorila o spovednikih, je rekla, da raje se spoveduje pri učenem duhovniku, kot pri svetem duhovniku, ker je rekla, sveti duhovnik reši sebe, učeni duhovnik
reši tudi mene, ne. Spravi, ji pove, kateri so ti zveličavni nauki, da se pride v nebesa. Kadar je bil Galileo Galilei tam na zatožni klopi in so mu dominikanci, tisti tožitelji njegovi, so mu povedali, da pač on narobe uporablja, ne, da v bistvu zlorablja svetopismo, ker so rekli, svetopismo govori, kako iti v nebesa in ne kako grejo nebesa, ne, kako gre nebo, se pravi ti zakoni, fizični, fizikalni zakoni, ne. Tako, ne, zakaj? Zato, ker nebesa je kot v hrvaščini, ne, v italijanščini, se pravi nebo, ne, se reče, tako da je isto. Tako da to, biti podkovani tudi v nauku cerkve, imeti pravo vero, pravi nauk. Dejstvo je, vsak od nas se mora truditi, kot smo rekli, da tudi pričujemo zgledom, življenjem, da lepo izpolnjujemo svoje stanovske dolžnosti, ampak vedno temeljiti na pravem nauku. Jaz sem tudi več takih duhovnikov spoznal, so tudi govorili o njih in tako, ki so sicer bili zelo asketski, tudi pobožni nekateri, so živeli zelo tako skromno življenje, ubožtveno celo življenje, ampak so imeli te modernistične nauke ali pa so zapadli tem naukom. In seveda zaradi tega morda sebi, čeprav niti sebi niso mogli dobro delati, ne, z napačnimi skrivimi nauki, ne. Pa gotovo za druge so bili veliko pohujšanje, so ljudi spravili na krivo pot zaradi tega, ne. Kaj ti pomaga, ne? Tudi kot starš, kot vzgojitelj in tako, ti lahko še tako sveto in dobro živiš, ampak če potem ti nimaš temelja v enih pravih naukih, pa če ti se ne trudiš dobro vzgajati in tako naprej, če imaš neko permisivno vzgojo in vse te zadeve, kar je dandanes, ne, ti lahko sveto živiš, ampak boš odgovoren, zato ker ne bojo imeli prave podlage in prave vzgoje ti otroci, ne, tako da treba tukaj se truditi in matrati, ne. Med drugim, eden od teh razlogov, zakaj je bivša skupna monarhija, Avstro-Ogrska monarhija nazadnje, ne, kot se je nazadnje imenovala, drugače Habsburška, zakaj je tudi propadla? Tudi zaradi tega, ker se je namesto prave vere, pravega nauka nekje takrat odločila za mir, za premirje med pravim in krivim naukom, ne, zraven še protestantizem je imel, je dobil domovinske pravice, kasneje so začeli popuščati še liberalizmu, socializmu in tako naprej, potem je to samo implodiralo, ne. Zdaj, dobro, v Španskem kraljestvu, ne, Hispanidad in tiste stvari, ne, lahko Mateja malo več vprašate glede tega, vam bo kaj več povedal, so se odločili za pravo vero, zdaj v neki večji, manjši, z nekimi peripetijami in tako, do 75. leta je ta stvar kar dobro zdržala. Zdaj Špansko kraljestvo še zmeraj obstaja, ne, prav zdaj je bolj slabo vse skupaj, ampak vendarle, ne. Se pa katoličani in španski in tako naprej še kako dobro zavedajo, da bi morali temeljiti na tej pravi veri. Dandanes, kako se to razmišlja, rekel moj prijatelj, ki uči informatiko in podobne stvari, rekel, veš, saj mladina ne razmišlja, rekel, vpraša ChatGPT za vsako stvar, ne. Bi rekli pri nas doma za vsak drek, ne, da se vpraša, tako dobro. Spravi, treba tudi lastno inteligenco zraven, ne, ker ono lahko marsikaj reče, ne vem, eden je vprašal za citate svetega Avguština, navedke svetega Avguština, polovica je bilo njegovih navedkov, polovica je bilo kar izmišljenih navedkov. En drugi je nekaj glede liturgije vprašal, pa je kar nekaj samo po sebi naredilo, pa se zmislilo neke krive stvari, kakor da jih je rekel Trentinski koncil, pa seveda jih ni rekel nikdar, ne. Tako da te stvari moramo malo paziti to, ne. Sicer za prevesti v hrvaščino pridigo
tudi jaz uporabim, ne, to orodje, se pravi, je lahko uporabno, ne, in tako, ampak moramo vedeti zraven, ne. Zmeraj nekaj po svoje naredi. Ali pa DeepL, ali pa kakšna taka zadeva, ne. Ti že prevedeš, pol ti ono spet malo po svoje vrže, ne. Pol, če bi imel lase, bi si jih pač iztrgal, ampak ker jih nimam, si jih ne iztržim, ne, tako da je boljše se pomiriti pa znova malo začeti pa popraviti tisto, kar je bilo narejeno. Ono ti meče take pasje bombice, ampak tisto te živcira pol, ne. Tako da to. In seveda tudi kultura, prava kultura, prebirati pravo literaturo, poslušati pravo glasbo, gledati kvalitetne filme, predstave in tako naprej, ne, ta zadeve. Zdaj, kar vidimo poleti, gremo po dopustih, pa si vzamejo neko lahko branje, ne, namesto da bi si vzeli neko res pravo zadevo za brati, neke klasike, nekaj težjega, nekaj bolj izgrajujočega in tako naprej, ne. Tako da vse te zadeve. Potem kako glasbo se posluša, ne, kar nekritično nekaj in tako. Treba tudi tule biti zelo izbirčni in tako, ne, da se dobi kvalitetno glasbo, saj se dobi, če se hoče. Tako da to. Drevo smo poslušali, ono ne more menjati svoje narave, ampak človek je kakor drevo, ampak ni drevo. Človek lahko menja ne prav svoje bistvo, ne, v tem smislu, ampak menja, lahko iz dobrega človeka postane slab človek, pa tudi iz slabega dober človek, ne. Zdaj mi dajmo skrbeti, da bomo iz slabših postali dobri ljudje, ne. Rajše kot obratno, ne. Tisti, ki ne dela na sebi, kdor ne napreduje, nazaduje, ne. To je ta maksima duhovnega življenja, tako da tukaj delati, ne. Vse te zadeve, da ne bomo se samo predstavljali kot kristjani, ampak da resnično bomo kristjani. Ker lahko govorimo, da smo kristjani, ampak naš Gospod nas opozarja, ne vsak, ki mi pravi Gospod, Gospod, pride v nebeško kraljestvo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.